Časti po... Zdrav! Tako zdaj za žalni nagovor prosim ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. Ljudje, ki smo jih imeli radi in se jih redno spominjamo, živijo večno. Zato, spoštovani svojci, sorodniki, prijatelji, znanci vseh umrlih v vojni za Slovenijo, hvala lepa, ker se spominjamo skupaj. Hvala lepa tudi tebi, spoštovani gospod minister, vsem nastopajočim, vsem, ki smo tu, da se spominjamo skupaj. Žrtev posameznika je za družino tragična. Težko si predstavljamo bolečino, ki jo je treba premagati, ki jo je treba preživeti, zato, da smo kot skupnost stali, obstali in na koncu zmagali. Zdaj vam povem eno misel, potem pa nadaljevanje. Vse, kar kipi mi v duši, bom kakor jutro sonce med ljudi razdal, ki čas me z njimi v eno je skoval. In meni vzklil, kakor njih je cvet. Vsem, ki jih ljubim, bom zapel na glas, razsipal dušo, razsejal srce, brezmejna polja, ki za nas cvete. In človek bom, ki terja ga naš čas. In človek bom, ki terja ga naš čas. Lojze Krakar že dolgo nazaj. Ampak tistim, ki je danes namenjena ta misel, ta slovesnost in ta spomin, so bili v letu 91 ljudje, ki jih je terjal naš čas. Kje in kakšna pa je naša dolžnost, da jim rečemo hvala. Hvala jim je treba reči z dostojnim spominom in s tem, da tiste vrednote, za katere so se borili, vrednote, zaradi katerih so izgubili življenje, ohranjamo, razvijamo in negujemo v dobro te skupnosti in te države še naprej. Želeli so si in tudi mi si želimo skupnost, kjer je poskrbljeno za vse, za najranljivejše, skupnost, ki ima trden in močan zdravstveni, socialni, pokojninski in vse ostale javne sisteme in podsisteme. Skupnost, ki je tolerantna, ki razume, ki je odločna, skupnost, ki gradi tudi stanovanja za lepši
jutri mladih. To so tiste naloge, ki so naša sveta dolžnost. Z tega mesta se zahvaljujem tudi vsem, ki so pripomogli v zgodovinskem loku k temu, da je bila osamosvojitvena vojna uspešna. Začelo se je z Maistrom, nadaljevalo v drugi svetovni vojni, zaključili smo teritorialci v slovenski osamosvojitveni vojni. Dolgo, 34 let je od tega, ampak vse to nam ni samo po sebi dano in ni za večno, ni za vedno. Vsak dan znova je treba negovati, zalivati in pa obnavljati. Še ena misel, ki je veljala, velja in bo veljala tudi jutri. Napisana je bila pa 180 let nazaj, njen avtor pa France Prešeren. Takole je v elegiji svojim rojakom v zadnjem delu naslovil vse nas, njegove naslednike. Kranc ti le dobička iščeš, bratov svojih niti mar. Kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje zaničuješ, starih šek se zgublja sled, bratov svojih ne spoštuješ, za dežele čas si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran, če ne časte naša gine, domu Kranc moj zvest ostan. Za to gre. Hvala lepa vsem in vsakomur za vašo prisotnost. Še enkrat spoštljiva in ponižna hvala vsem žrtvam, svojcem v vojni za Slovenijo. Hvala lepa Ljubljani za vse današnje prireditve in ker je ta pomemben za Slovenke in Slovence, sveti kraj tako lepo vzdrževan in pa negovan. Hvala Ljubljana, srečno Slovenija. Čas enota, mir! Hodnik korakom, naprej! Ja, reče, sem imel dovolj posula na unih strani, pred držav, in imel lepe žep. Ni nobena.